V času, ko se je pripravljala koalicijska pogodba s svojimi zahtevami in pričakovanji glede popolnega oblikovanja vlade, vseh teh pripravljavcev nismo delali nervoznih. Vendar pa je danes pravi čas, da opozorimo, da v Sloveniji nimamo v tem trenutku ne strategije, ne ukrepov, s katerimi bi šli v sanacijo gospodarstva. Kar zadovoljili smo se s tem, da če bomo realizirali sanacijo bančnega sistema, da bo potem pa vse v redu, da bo odpravljen bančni in finančni krč in da bodo podjetja sedaj normalno poslovala. V slovenskem gospodarstvu je več kot 10 tisoč gospodarskih subjektov, ki so prezadolžena in podkapitalizirana. Če pustimo to trgu, ne da bomo pripravili neko strategijo, potem lahko z veliko zanesljivostjo ocenimo, da bo velika večina teh podjetij propadla. Nam ni vseeno, mi mislimo, da so med temi podjetji številna, ki imajo trg, ki imajo produkt, ki imajo kompetence, so pa zaradi napačnih menedžerskih in lastniških odločitev v neugodni situaciji. Vendar, kot rečeno, so med njimi podjetja, ki jih moramo ohraniti zaradi kompetenc in nenazadnje tudi zaradi tega, ker imajo veliko število delovnih mest. Mi novih delovnih mest ne ustvarjamo in zato nam je škoda vsakega podjetja. Nimamo torej strategije in ukrepov, s katerimi bi se tega lotili, in to je ključna naloga gospodarskega ministra. Istočasno kasnimo pri pripravi in črpanju programov Evropske unije, pri izvozni strategiji, nazadnje tudi pri tehnološkem inovacijskem razvoju. Vse to je v domeni Ministrstva za gospodarstvo in čuti se, da tako počasi prihaja tukaj do sprememb in da zato v tem trenutku ni noben polno odgovoren. Enako je z Ministrstvom za zdravje. Edino, kar je minister za zdravje, ki je odšel, ki je odstopil v preteklem letu naredil, je, da je opozoril na zelo veliko netransparentnost in seveda tudi koruptivnost v predvsem javnem naročanju v zdravstvu. Vendar je na področju zdravstva v Sloveniji še kar nekaj drugih področij, kjer potrebujemo hitro in učinkovito reformo. Gre za mrežo vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti, nenazadnje tudi za kolektivne pogodbe v zdravstveni dejavnosti in seveda tudi za obseg košarico pravic, ki jo koristimo. Vse skupaj reševati zgolj za povečevanjem prispevne stopnje ali pa za dodatnim obremenjevanjem davkoplačevalcev in gospodarstva ni reforma in torej tudi na tem področju smo zaskrbljeni, ker tako počasi prihaja do sprememb. Zato smo danes tudi z odprtim pozivom apelirali na vlado, da ne podcenjuje tega, da je čas včasih ključen za uspešnost neke akcije in neke sanacije. Da neko zdravilo, ki ga dobimo pravočasno, lahko koristi, prepozno pa seveda to zdravilo naredi lahko samo še več škode. Hvala lepa.